Delavci AHA Mure se v teh dneh prijavljajo na Zavod za zaposlovanje. Prvih 37 delavcev so odpustili prejšnji petek, brez dela pa jih bo ostalo skoraj 300. Na Zavodu za zaposlovanje v Murski Soboti so nanje pripravljeni, obljubljajo, da bodo poskrbeli, da bodo postopki za delavce stekli hitro in bodo kmalu dobili denarna nadomestila za brezposelnost. Njihova nadomestila bodo zaradi nove zakonodaje nižja, kot so bila pred leti, ko je ugasnila Velika Mura. Danes se izteče rok, do katerega bi morala Slovenija sprejeti odškodninsko shemo za izbrisane, a se to ne bo zgodilo. Zakon, ki predvideva shemo, je namreč še vedno v pripravi. Po napovedih Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo pa naj bi ga vlada obravnavala sredi julija. Besedilo osnutka zakona predvideva rešitev vprašanja odškodnin s pavšalom v enostavnem upravnem postopku. Število upravičencev v zadnjem znanem osnutku sicer ni bilo navedeno, a naj bi jih bilo okoli 8.000. Po shemi, ki so jo konec maja predstavili izbrisanim, je bila država pripravljena posamezniku izplačati po 30 evrov za vsak mesec izbrisa. Največja odškodnina bi tako znašala dobrih 7.500 evrov, če si je denimo posameznik status uredil šele letos. Ob tem bi bila odškodnina lahko višja, če bi imel izbrisani stroške zdravljeni ali šolnino, a bi te stroške moral dokazati. 12 let po nakupu je vladni Falcon na službeno pot odpeljal prvega politika. Obrambni minister Roman Jakič je zgodaj zjutraj z njim poletel v Libanon na obisk kontingentu Slovenske vojske v misiji UNIFIL. S povorko folklornikov iz različnih držav se je na Lentu včeraj zvečer uradno začel jubilejni že 25. Folkart. 5-dnevni mednarodni festival folklore tokrat poteka pod pokroviteljstvom UNESCO. Čeprav je tujih folklornih skupin nekoliko manj kot prejšnja leta, so plesalci tudi letos pritegnili zasluženo pozornost. V naslednjih minutah poglejmo, kaj se je dogajalo na drugih odrih. Četudi na Lentu kdaj pa kdaj poletne temperature nekoliko zatajijo, pa nastopajoči poskrbijo, da obiskovalcev ne zebe. Tokrat so Dravsko nabrežje ogreli afriški ritmi s plesno glasbeno predstavo Dia Dia So Diaspora. Gre za mednarodno zasedbo, za plesno glasbeno predstavo Dia Dia So Diaspora, ki združuje nekako zgodbe Afričanov in tukaj živečih. Gre za nek preplet afriških plesov s sodobnim plesom, tako da in v glasbi in v plesu skušamo najti nek svoj izraz, inspiriran iz afriške kulture. Moja mami prihaja iz ene zakotne vasice v Zasavju, kjer se še vlak ne ustal. Ati je pa iz Gvineje in je v Slovenijo prišel študirati fiziko. Potem sta se pa spoznala v študentskem domu. Zanimivo pa je tudi naslov, baje nekaj pomeni. Ja, to smo pa zbrali, ker za diasporo vemo. Dia pomeni v jeziku iz Gvineje neko blagostanje. Diaso je v bistvu priimek mojega očeta, hkrati pa naj bi pomenili tudi dober dom. Tako da se nam je zdela nekaj taka primeren naslov za naša predstava. Če bi si kdo naročil medvedjo kri, je zdaj pravi čas. Jurčko oder je najstarejši in hkrati najmanjši oder mednarodnega festivala Lent,
in je umeščen v tipično lentovsko uličico tik pod starim mostom. Svojo intimnejšo atmosfero predstavlja čudovito vzdušje za kantavtorske koncerte, ki jih lahko obiskovalci spremljajo tudi iz številnih lokalov v bližini odra. Na njem pa že vrsto let zapored nastopata tudi Slon in Sadež. To je pa zdaj že smešen, oziroma zdaj več še smešen ni. Bilo je smešen zadnjih 6 let, zdaj pa več ni. Pa se mislim, da so nekako obiskovalci Jurčkovega odra tudi podobno kot izvajalci na Jurčkovem odru ponavljajo. Torej, to so isti ljudje, ki vsako leto prihajajo gledati iste stvari, sedijo na istih mestih, ki jih imajo že leta rezervirane in so v glavnem člani moje družine. Zato sva letos pripravila protestni rap program. Tala bova peke, tle imamo pripravljene, evo tako, kaj bova še delala, Jure? Je to tisto, kar danes si že v letu nabavil? Valjda za 20, ni panike, evo, izvoj. Tu imaš pek. Glasbenika sta nepredvidljiva, celo za organizatorje. Njun pogum pred mikrofonom in tem, da se ničesar ne bojita ali cenzurirata, se kaže skozi iskren odnos z občinstvom. Tokrat sta pripravila tako imenovan protestni program, na katerem sta javno izrazila kritiko nad vsem, s čimer se ne strinjata. Glede na mesto, v katerem sta nastopila, je bila dolžina in intenzivnost temu primerna. Veste, zakaj je Jurčkov oder? Ja, vem, jaz vem. A Jure, ti veš? Ne, Ljubljančan. Vem, da ste imeli nekega mariborskega posebneža, ki je bil vsem zelo simpatičen in so po njem poimenovali Jurčkovo oder. Je bil tudi župan Lenta, takrat imenovan. Okrog je hodil s takim velikim radijom ali pa s tako kapo, ki je ploskala, ali pa z raznimi temi artefakti in je bil tako popularen vopče v 90-ih. Pa veseli, da zdaj to tradicijo nadaljujete in vabite ljubljanske posebneže, s kim je ime Jurček. Nek lep način tradicija s tem nadaljuje. Zvočnike na vse, vrate, CD, veksler na 3 plate, na vse 4 konce smo dali, visokotonce, drugarice, lažljivice, vse kako kažemo, paki čaški pomizvarice, 20 litrov na 100 in 71. Alen Buca Malinjas, smo brati po krvi, od Borove do Bime X proge, delamo kroge, čekeri nas razpiznimo, zlomimo mnoge raznih molitvič iz gustega koso in tak cele boge, cela nova vasba, na čelu nosi naše roge, ker tu je vse naše, delamo kaj nam paše, ko od Ludvika se peljemo od Maše. Videa hodimo v kafiče, če nas kjeri kliče, ali pa išče, naj prije na dvorišče. V četrtek bodo sončna obdobja daljša, verjetnost ploh in neviht pa manjša kot danes. V jutranjem času bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. V petek in soboto se bo nadaljevalo nestanovitno in razmeroma sveže vreme. Predvsem v popoldanskem času bodo še nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Danes v dnevniku televizije Maribor. Prebivalce Hoč jezijo visoke položnice za odvoz smeti. Deutsche Bahn kupuje avtobusne operaterje Veolie po Evropi. Festival Lent bo ta teden v znamenju folklornikov iz vsega sveta. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.